existe la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Se jaz nikoli nisem naučil reči ne! In se sploh nočem naučiti. Da! Znam reči na prav vse načine. Da! Počakajte z mano. Počakajte še dlje. Počakajte tu z mano. Celo večnost! Da! Imam. Imel sem in bom spet imel, nikoli nisem imel, a bom imel za vas. Še ljudje, Robi, Taro Dolek iz Samote Bobaževih polj, Namari Kotesa, zate. J'ai le plaisir et l'honneur de te remettre au nom du ministre de la Culture les insignes de chevalier des Arts et des Lettres. Kot jugoslovanski najstnik sem v začetku 80-ih let prvič obiskal Francijo. Dneve sem prečesaval Pariz, vse tiste kraje, o katerih beremo s toliko čustvi. Od katedrale Notre Dame, ki jo je zame odkril Victor Hugo, do Elizejskih poljan, kjer je avtor A la recherche du temps perdu čakal na svojo veliko ljubezen Gilbert. Na koncu bi se sam rad zahvalil vsem vam, ki ste nocoj delili ta večer z mano. Še pomoč vaš. Kaj je Robi najbolj viteškega za vas do zdaj naredil? Kakšno intimno vprašanje. Robi je pa res tako eno poosebljenega viteza, že tako, ko ga pogledaš, ko bi na prvi pogled rekel, da je tak medo, ampak v bistvu je zelo gentleman, tako osebno, zdaj, če me sprašujete. Je pa tole danes, kar smo videli, se mi zdi, da je pomembno, da smo videli, koliko zares je on naredil za francosko kulturo in nasploh jaz sem vedela, da seveda režira, igra v francoskih predstavah, ampak ko vidiš pa to vse na kupu, je pa res fascinantno, koliko se je angažiral, koliko stvari je naredil in koliko veš, da vemo, da bo tej festival, da ima festival filma, pa to potem vse tako razpršeno, ko pa vidiš na enem mestu, je pa res fascinantno in si res zasluži. Ja, kaj je bilo najbolj viteškega? Ja, je bilo pa kar vse je bilo viteško. Normalno, da smo se tudi kdaj malo zmeči, ampak ne, super. Jaz sem prvič delala pravzaprav že precej nazaj Macbeta. Ko smo še gradili, oziroma so gradili, smo v Cankarju zato igrali in potem sem bila pa jaz, kar še nekaj predstav tukaj, vedno z največjim veseljem. In Robi je, on je zlata duša, mislim, on je res krasen človek, no, mislim, to o umetniških ne bom govorila, to so drugi za to, ne, vedno je bil, sploh se ne morem spomniti, da bi me kdaj kaj prizadel ali kaj tako zelo, da zameraš, za nekaj čas, sploh se ne morem spomniti, nasprotno, vedno prijazen, tudi če se v živo ne vidimo, pa po telefonu se sliša, zelo sem vesela, pa zelo sem ponosna in mislim, da se zelo zaslužil to, resnično, zelo fajn.
viteškega Shopping and Fucking na zadnje, sicer pa viteškega, mislim res vse predstave Zapiranje ljubezni, kjer nisem mogla nehati jokati, tako kot recimo danes. Povabil je Mirka Iliča in povabil je Branka Lustiga, enega tistih intervjujev, ki sem jih naredila z njim, ki ga ne bom nikoli pozabila. Drugače pa vsakeč, ko pride v Mini teater, se dogajajo viteške stvari in najboljše vino, to pa moram priznati. Kakšni so občutki, kako je biti vitez? Emocionalno, predvsem sem v bistvu zelo počaščen z vsemi, ki so prišli praznovati nocoj z mano in seveda ta viteška nagrada ni samo moja, ampak je nagrada vseh sodelavcev, ki so z mano delali v zadnjih 35 letih na različnih projektih. Brez njih seveda tudi jaz ne bi mogel ustvariti tega, kar nam je skupaj uspelo. Tako da zelo sem pa, tako bom rekel, emotiven seveda zaradi nagrade, zaradi tega, da te nekdo sploh prepozna, kaj počneš, in pa seveda tudi zaradi samega večera, ki se mi zdaj res čudovit. Mislim, to priznanje ne samo, da je res redko, da sem zelo počaščen, da ga kot tujec seveda sem dobil, ampak je tudi vizualno čudovito. Kje bo pristalo? Nisem še razmišljal. Zanimivo je, da imava oba dva z Ivico zdaj ta viteški naziv, tako da mogoče bo morala narediti neko posebno inštalacijo zdaj, da bo imela oba dva ta najna oblikovanja.